Spoštovani načelnik Generalštaba Slovenske vojske, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, pripadnice in pripadniki Slovenske vojske ter pripadnice in pripadniki sil za zaščito in reševanje in pomoč. Počaščen in vesel sem, da vas lahko danes pozdravim postrojene v novi modularni zmogljivosti Slovenske vojske, ki je namenjena sodelovanju v zaščiti, reševanju in pomoči. Vašo sestavo visoko usposobljenih pripadnikov bomo angažirali ob dogodkih, kot so naravne in druge nesreče višjega obsega, kot tudi ob dogodkih, ko gre za obrambno oziroma vojaško delovanje. V preteklih dneh ste na vaji Vihra 2015 pokazali in dokazali, da ste visoko usposobljeni in pripravljeni na zahtevne naloge, ki so pred vami. Mnogi ste že večkrat sodelovali pri reševanju ob naravnih ujmah, zato sem prepričan, da boste svoje dragocene izkušnje koristno uporabili tudi pri delovanju v tej sestavi. Pokazali ste tudi, da znate zelo dobro uporabljati dvonamenska sredstva in opremo, ki so na voljo za vaše delovanje. Prepričan sem, da je nakup opreme, ki je torej namenjena tako ukrepanju ob naravnih in drugih nesrečah ter reševanju, kot tudi značilnim vojaškim dejavnostim, najustreznejša in najracionalnejša rešitev. Primer takšne dobre prakse so na primer vojaški helikopteri, uporabljeni pri zaščiti in reševanju, pa tudi montažni mostovi, s katerimi pogosto nadomestimo zaradi naraslih vod poškodovane in porušene mostove. S tem pristopom k nakupu dvonamenske opreme, ki ga poskušamo uveljaviti v celotnem delovanju obrambnega sistema ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, želimo tudi upravičiti zaupanje državljank in državljanov, da premišljeno in smotrno načrtujemo porabo javnih sredstev. Gre pa pri tem tudi za to, da lahko večnamenska raba opreme bistveno pripomore k hitremu odzivu na naravne nesreče in izboljša varnost vas vseh, ki upravljate vojaške naloge ter naloge zaščite in reševanja. Slovenska vojska je bila že do zdaj znotraj svojega podpornega delovanja močno vključena v izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob vseh ujmah, ki so prizadele našo državo. Pripadniki Slovenske vojske tako pomagate pri zaščiti prebivalcem in varstvu premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter pri odpravljanju njihovih posledic, pri gašenju požarov v naravi, prevozu osebja in sredstev za reševanje ter pri evakuacijah prebivalcev v najtežjih razmerah. To sodelovanje je bilo že do sedaj neprecenljivo. Glede na to, da so naravne in civilizacijske nesreče v povezavi s spremenjenimi klimatskimi in okoljskimi razmerami med največjimi grožnjami v naši državi, pa je bil utemeljen razmislek, kako bi usklajenost delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Slovenske vojske ob takih nesrečah dvignili na še višjo raven in se še hitreje ter učinkoviteje odzivali na potrebe prebivalstva. Verjamem, da smo z oblikovanjem zmogljivosti, ki je danes predstavljena, to dosegli. Poudariti pa je treba, da presoja, kdaj naravna nesreča presega zmogljivosti na lokalnem območju in nastane potreba po dodelitvi dodatnega moštva in iz druge regije oziroma po vključitvi Slovenske vojske, še vedno ostaja v pristojnosti županov, ki za takšno pomoč zaprosijo poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije. Z namenom, da bi z lokalnimi skupnostmi in župani delovali čim bolj povezani, smo pod vodstvom poveljnika Civilne zaščite uspešno izvedli že 3 od skupno 13 načrtovanih regijskih posvetov o dinamiki in poteku ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. Oblikovanje in usposobitev modularne zmogljivosti Slovenske vojske za zaščito in reševanje, ki jo sestavlja 740 pripadnikov, ki se lahko aktivirajo v 24 urah, je bila nedvomno zahtevna naloga, ki pa je bila v razmeroma kratkem času zelo uspešno upravljena.
Zato bi se rad zahvalil načelniku Generalštaba Slovenske vojske, general-majorju dr. Andreju Ostermanu in poveljniku civilne zaščite Srečku Šestanu, da je ta zmogljivost oblikovana ter da so njeni pripadniki ustrezno usposobljeni. S tem smo uresničili tudi enega prednostnih ciljev obrambnega resorja v tem vladnem mandatu. Glede na zahtevnost razmer ob naravnih in drugih nesrečah bomo v upoštevanju potrebe po raznolikosti znanja in zmogljivosti v modularno zmogljivost vključevali še več pripadnikov, tako da bomo v 48 urah lahko dosegli skupno število več kot 1000 pripadnikov. Ko so razmere na terenu zapletene, pride namreč še toliko bolj do izraza prednost sodelovanja več strokovnjakov pri sprejemanju nujnih ukrepov za obvarovanje prebivalstva. Glede na vaše izkušnje pa vas bomo tudi aktivneje kot doslej vključevali v svetovanje na terenu in seveda tudi na prenos izkušenj. Spoštovani, prepričan sem, da smo z uvedbo modularne zmogljivosti Slovenske vojske namenjene sodelovanju v zaščiti, reševanju in pomoči ter z organiziranjem skupnega usposabljanja pripadnikov Slovenske vojske in sil za zaščito in reševanje in pomoč naredili še korak naprej k čim uspešnejšemu reševanju ob nesrečah ter zagotavljanju večje varnosti državljank in državljanov. Obenem smo tesneje povezali vojaško obrambo ter sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prav povezovanje različnih sistemov in sestav pa je gotovo tudi dobra usmeritev za naprej, saj vodi k boljši povezljivosti in s tem tudi k večji učinkovitosti. Hvala za vašo pozornost.